Windows 11 deluje na približno 50 milijonih vrstic kode. Če bi to natisnili, bi se raztezalo. 211 km od začetka do konca. Zveni impresivno, vendar to ni nek sodoben čudež. To je 40 let stara katastrofa v nastajanju. Ne, napake, modri zasloni in 240 milijonov računalnikov, ki so čez noč postali odpadek na smetišču. In če pogledate dovolj natančno, boste videli, da največje napake Microsofta niso bile naključje. Bile so premišljena, strateška sabotaža. Prvo poglavje. 50 milijonov vrstic dolga časovna bomba. Če uporabljate Windows, obstaja velika verjetnost, da v ozadju dejansko poganjate Windows NT. In ko je bil Windows NT 3.1 prvič izdan, je že vseboval 5,6 milijona vrstic kode. Takrat je bilo to ogromno, vendar ni bil namenjen običajnim uporabnikom. NT je bil zasnovan za delovne postaje in strežnike v podjetjih, kjer je bila stabilnost pomembnejša od enostavnosti, povratna združljivost pa pomembnejša od elegance. Potem pa se je nekaj spremenilo. Začel je poganjati skoraj vse. Sčasoma je postal temelj za vse, na čemer danes deluje Windows. In z vsako novo generacijo je postal le še bolj zapleten. Z vsako večjo izdajo ga je težje vzdrževati in je bolj nagnjen k težavam z zmogljivostjo, upočasnitvam in nepričakovanim napakam. Leta 2021 je doseglo prelomno točko z izidom sistema Windows 11 najbolj napihnjene in zapletene različice, ki jo je Microsoft kdaj izdal. In tokrat uporabniki niso mogli več ignorirati očitnega problema, saj njihov računalnik prvič preprosto ni zmogel več. Windows 11 je zdaj prednameščen na vseh novih napravah Microsoft, ponuja pa se tudi kot brezplačna nadgradnja za obstoječe računalnike, vendar le če izpolnjujejo sistemske zahteve. Ta seznam je krajši, kot večina pričakuje. Potrebujete združljiv 64-bitni procesor, vsaj 4 GB pomnilnika in 64 GB prostora za shranjevanje. Na papirju se to sliši razumno. V resnici pa tiho izključuje ogromno starejših računalnikov, ki še vedno delujejo brezhibno. Vsakdo s starejšim zanesljivim računalnikom se mora nadgraditi ali pa ostane zadaj. In za milijone naprav to ne pomeni počasnega prehoda, to pomeni zastarelost. Milijoni računalnikov so namenjeni na odpad. To postaja največji pretres v zgodovini Microsofta. Izraz nazaj združljivost je dobro znan igralcem in dolgo časa je bil vir frustracij. Ko izide nova konzola, podpora za starejše sisteme ne traja dolgo. Nove igre prenehajo izhajati za starejšo strojno opremo in sčasoma je nadgradnja edini način, da lahko še naprej igraš. V prejšnjih generacijah pa je šlo še dlje. Nove konzole pogosto sploh niso mogle poganjati starih iger. To je bilo pogosto posledica nezdružljive strojne opreme, še posebej v obdobju kaset. Obstaja pa še en razlog, zakaj je povratna združljivost redka. Podjetju preprosto ne prinaša denarja. Večina uporabnikov vidi Windows 11 kot napihnjen in zmeden uporabniški vmesnik. In to ni presenetljivo. Na tej točki je Windows NT zgrajen na 40 let stari osnovi kode, ki se nikoli ni povsem prenehala razvijati. Kar je ostalo, je okorno in nagnjeno k napakam, vendar prinaša rezultate. Ko je izšel Windows 11, ocenjujejo, da je bilo približno 50 do 55% obstoječih naprav nezdružljivih z njim. Vsi ti uporabniki so morali kupiti nove naprave. Ogromen dobiček za Microsoft. Je šlo za pomankanje predvidevanja ali je bilo to namerno? In če je bilo slednje, katere druge velike Microsoftove napake so bile načrtovane? Drugo poglavje. Žrtveno jagnje. Windows Me. Leta 2000 je bil Microsoft še vedno prevladujoča sila domačega računalništva, daleč pred ponovnim vzponom Appla. Windows 99 je bil povsod. Deloval je na večini domačih računalnikov in je določal celotno obdobje osebnega računalništva. A je že postajal zastarel in Microsoft je nujno potreboval zamenjavo. Zato so predstavili nov sistem, Windows Me, znan tudi kot Windows Millennium Edition. Postal bi eden najslabših načinov za začetek novega tisočletja. Windows ME je obljubljal nov vmesnik, hitrejši zagon in vgrajene internetne funkcije za nastajajočo spletno dobo. Potrošniške različice so teoretično lahko vladale do 1,5 GB RAM-a, vendar večina uporabnikov ni imela potrebe po zahtevnejšem računalništvu. Ko je bil izdan, je sistem požel pohvale zaradi izboljšanih varnostnih sistemov, nato pa je sledila realnost. Windows ME je bil poln napak. Uporabniki so poročali, da varnostni in vzdrževalni sistem, imenovan PC Health, ni deloval pravilno. Računalniki, ki so bili nadgrajeni, so pogosto doživljali okvare in upočasnitve. Računalniki se niso niti pravilno izklopili. Ker je bilo pregrevanje že pogosta težava pri starejših namiznih računalnikih, so se ljudje začeli bati, da so na svoje sisteme namestili trojanskega konja. Microsoft je odgovoril prej, kot je bilo pričakovano. Ko so se negativne govorice o Windows ME še naprej širile, je podjetje izdalo nekaj omejenih popravkov.
Glede na obseg težav so številni kritiki šli celo tako daleč, da so ga označili za neuporabnega, celo za korak nazaj v primerjavi z Windows 98. Zato ni bilo presenetljivo, ko je Microsoft manj kot leto dni kasneje napovedal zamenjavo. Windows XP. Izšel je le 13 mesecev po Windows ME in je uvedel funkcije, ki se nam danes zdijo osnovne, kot je vgrajena podpora za zip mape in veliko bolj stabilna osnova. Windows ME je bil prava katastrofa, vendar je bil tudi nekaj, kar je Microsoft želel čimprej pozabiti in nekaj, kar je industrija hitro pozabila. Windows XP je bil prvi operacijski sistem za potrošnike, ki je temeljil na jedru Windows NT, ki je predstavljalo veliko bolj stabilno osnovo kot vse, kar je bilo predtem. Danes ga pogosto vidimo kot začetek sodobnega sistema Windows. Na prvi pogled se zdi, kot da je šlo za slabo načrtovanje, saj so izdali popolnoma nov operacijski sistem in manj kot leto dni kasneje opustili njegovega predhodnika. A ni bilo tako. To je bila premišljena odločitev. V javnost so pricurljala interna sporočila iz leta 1999, ki omenjajo projekt s kodnim imenom Neptune. To je bil zgodnji poskus, da bi arhitekturo NT prenesli na potrošniške računalnike, vendar so projekt na koncu opustili in ga vključili v nekaj večjega, v nekaj, kar je postalo Windows XP. Medtem je Windows ME še vedno prišel na trg, kjer je polna različica stala okoli $209, nadgradnje pa med $59 in $109 za upravičene uporabnike. In prinesel je tisto, kar si mnogi uporabniki zapomnijo kot nestabilnost, frustracije in nenehne tehnične težave. To je veljalo za eno večjih zgodnjih napak Microsofta, vendar ni bilo tako. Bila je načrtovana katastrofa in naredila je točno to, kar je podjetje želelo. Hitro narejena začasna rešitev, da bi iz umirajoče tehnologije iztisnili še zadnji zaslužek. In to ni bilo edinkrat, ko je Microsoft svoje zveste stranke vlekel za nos. Tretje poglavje. $2100 vredni e-poštni stroj. Naslednja velika sprememba je prišla leta 2007. Windows Vista je bil prvi večji naslednik sistema Windows XP podjetja Microsoft, izdan 5 let po izjemno uspešnem predhodniku. V tem času se je veliko spremenilo. Domači računalniki so bili hitrejši in zmogljivejši. Stranke niso bile prepričane, ali bodo njihovi starejši računalniki sposobni poganjati nov program, ki je vseboval veliko več kode kot prejšnja različica. Ko je bilo to napovedano, je Microsoft trdil, da lahko skoraj vsak računalnik na trgu takrat poganja Windows Vista. To je sicer držalo, vendar ne prav dobro. Veliko računalnikov tistega časa je uporabljalo Intelove procesorske čipe. Njihova trenutna grafična kartica pa je veljala za premalo zmogljivo za poganjanje novega, elegantnega, tridimenzionalnega vmesnika, ki je prišel z Visto. Ko so opazili zaskrbljenost, je Microsoft obljubil, da bodo računalnike označili kot Vista Capable, če bodo uporabni z novim programom. To je privedlo do tega, da je veliko uporabnikov po letih odlašanja nadgradilo svoje računalnike samo zato, da bi lahko poganjali novi sistem. Veliko jih je izbralo priljubljene, razmeroma cenovno dostopne računalnike z Intelovimi procesorji. Izkazalo se je, da je bila to draga napaka. Obstaja razlika med tem, da program samo zaženemo in tem, da ga zaženemo na način, ki je dejansko uporaben. Tisti, ki so poskušali zagnati Windows Vista na teh novih računalnikih, od katerih so nekateri takrat stali tudi do $2100, so ugotovili, da številne ključne funkcije manjkajo. Računalniki niso zmogli zahtevnega vmesnika, zato so uporabniki s svojim novim računalnikom lahko počeli malo več kot pošiljali e-pošto. Microsoft pa se je znašel pod plazom pritožb. To je na koncu pripeljalo do skupinske tožbe, v okviru katere je bilo razkritih veliko dokumentov iz obdobja razvoja. Navsezadnje, če proizvajalec kosilnic na enega svojih izdelkov nalepi oznako Ferrari Capable, to še ne pomeni, da je temu res tako. Tudi to je bila še ena namerna strategija. Notranja e-poštna sporočila so pokazala, da je Microsoft zelo dobro vedel, da ti sistemi Vista Capable niso bili na ustrezni ravni. Podpredsednik za upravljanje izdelkov Windows, Mike Nash, je dejal: "Zdaj imam elektronsko pošto za $2100. Nekdanji sopredsednik Microsofta Jim Olchin je celo izrazil zaskrbljenost zaradi zavajanja strank. Notranja e-pošta je razkrila tudi frustracije pri Hewlett-Packardu, ki se je znašel ujet med Microsoftom in valom nezadovoljnih strank. Situacija je prerasla v pravne postopke, vključno skupinsko tožbo, ki je bila kasneje razveljavljena, vendar so notranji dokumenti že prej razkrili bolj jasno sliko dogajanja v ozadju. Microsoft je načrtno povzročil fiasko, da bi zagotovil, da njegov partner Intel doseže četrtletni cilj dobička. Stranke so bile izigrane zaradi korporativnih igric in to ni bilo zadnjič. Poglavje 4. Trojanski konj. Windows 8. Izdaje so prihajale vse hitreje in leta 2012 so uporabniki dočakali Windows 8. To se je izkazalo za eno najbolj spornih izdaj Windows doslej in ne zato, ker bi bili ljudje izključeni iz določenih funkcij. Pravzaprav so bili tokrat vsi enotnega mnenja, kar pa ni bilo dobro.
To je bil prvi model Windows z novim uporabniškim vmesnikom – Metro. Takrat so mobilne naprave postajale izjemno priljubljene. Appleov iPad pa je že postal prevladujoč način za brskanje po internetu. Microsoft je želel posnemati ta uspeh, ne glede na to, ali so si uporabniki to želeli ali ne. Metro je uporabljal poenostavljen format, ki je vključeval bližnjice do aplikacij, minimalističen dizajn in optimizirano namizje. To bi pomenilo, da so bile aplikacije, na katere so ljudje najpogosteje klikali, prve, ki so jih videli, ko so odprli program. Na mobilnih napravah se je to izkazalo za uspešno, saj je bila navigacija prek aplikacij tisto, kar je večina ljudi uporabljala. Toda na namizju je bila zgodba drugačna. Zaslon za zagon čez celoten zaslon je dobro deloval na tablicah, vendar je na namiznih računalnikih hitro postal problem. Videti je bilo čisto, vendar je otežilo natančno delo. Prehod na celozaslonske aplikacije pa je naredil večopravilnost okorno, celo omejujočo. Za mnoge uporabnike, še posebej v poslovnih okoljih, se to ni zdelo kot nadgradnja. Zdelo se je kot korak nazaj. Ko je Windows 8 izšel leta 2012, je ta napetost postalo nemogoče prezreti. Vmesnik je bil zasnovan za zaslone na dotik, vendar je večina uporabnikov še vedno uporabljala klasične namizne računalnike. Hitro se je spremenilo v nočno moro. Aplikacije čez celoten zaslon so naredile večopravilnost frustrirajočo, če ne celo nemogočo. Računalniki pa so bili videni kot slaba izbira za poslovno uporabo. Neuspešen poskus posnemanja iPada ali celo nekaj slabšega. Uporabniški vmesnik Metro, ki so ga kasneje preimenovali v Modern, je bil zasnovan za vsakodnevne uporabnike, vendar so bili vanj potegnjeni vsi ostali, ne glede na to, ali so to želeli ali ne. Oblikovalec uporabniške izkušnje Jakob Miller, ki je delal na Metroju, je kasneje v razpravi na Redditu leta 2014 komentiral in pojasnil nekatere namene zasnove za tem vmesnikom. Pojasnjuje, da je bil vmesnik zasnovan z mislijo na običajne uporabnike, za katere je Microsoft verjel, da predstavljajo večino njegove baze strank. Napredni uporabniki pa so se morali s tem preprosto sprijazniti. To je bila plačanska odločitev, namenjena izboljšanju dolgoročnih prodajnih možnosti Microsofta. Profesionalni uporabniki so bili največji kupci, vendar jih je bilo razmeroma malo. Ustvarjalci vsebin in tehnološki strokovnjaki so bili močno preštevilčeni strani babic in igralcev. Toda običajnim uporabnikom ni bilo všeč, kadar so bile nove funkcije zanje preveč zapletene za uporabo. Zato se je Microsoft odločil za poenostavljen vmesnik sistema Windows, ki bi ga morali uporabljati vsi, s čimer so razširili svojo uporabniško bazo. Predpostavka je bila, da se bodo uporabniki, ki so v platformo vložili največ, s časoma prilagodili, namesto da bi jo zapustili in začeli znova z novimi sistemi. Uporabniki niso bili stranke, bili so izdelek in najhujše šele prihaja. 5. poglavje – velika čistka osebnih računalnikov. Windows je v naslednjih nekaj letih še naprej izdajal nove različice, pri čemer so bili vsi modeli obravnavani kot manjše posodobitve. To je veljalo do izida Windows 10 leta 2015. Ta je bil obljubljen kot največja nadgradnja Windows v zadnjih letih, enotna različica, optimizirana za delovanje na vseh napravah. Uporabniški vmesnik je bil močno prilagojen za mobilne naprave in je vključeval nove igralne tehnologije. Ko je bil napovedan, je bil viden kot obetavna posodobitev za blagovno znamko, ki je začela veljati za zastarelo. Obstajala je le ena težava. Vaš računalnik morda tega ne bo mogel poganjati. Windows 11 je bil predstavljen kot nov začetek za Microsoft. Podpora za Windows 10 je bila postopoma ukinjena, Windows 11 pa je postal edina prava pot naprej. Toda ta prehod je imel svojo ceno. Sistemske zahteve so bile najstrožje, kar jih je Microsoft kdaj postavil. Sodoben 64-bitni procesor več jeder, 4 GB RAM, 64 GB prostora grafika, DirectX 12, zaslon visoke ločljivosti. Posamezno vse to zveni razumno. Skupaj pa so ti pogoji tiho izključili velik del starejših, a še vedno uporabnih računalnikov. A prava prelomnica ni bila zmogljivost, temveč varnost. Windows 11 je zahteval čip TPM 2.0, znan kot modul zaupanja vredne platforme. Zasnovan je bil za shranjevanje šifrirnih ključev in biometričnih podatkov na način, ki fizično napravo ščiti pred posegi. In za razliko od zahtev glede procesorja ali pomnilnika, to ni bilo nekaj, kar bi lahko preprosto nadgradil. Ker je TPM 2.0 postal običajen v potrošniških računalnikih šele okoli leta 2015, je to pomenilo, da je bilo naenkrat milijonom računalnikov onemogočen dostop. To bi povzročilo največje čiščenje osebnih računalnikov v zgodovini elektronike. Z enim samim zamahom je bilo kar 60% osebnih računalnikov, ki so jih uporabljali za Windows, takoj odstranjenih z nadgraditvene poti in niso mogli uporabljati najnovejše programske opreme. Nekateri trmasti uporabniki so vztrajali pri stari tehnologiji, vendar se je velika večina odločila, da je čas za nov računalnik. Po podatkih Canalys Research je ta ovira za nadgradnjo povzročila množično odstranjevanje tehnologije, saj naj bi do konca leta 2025 na odlagališčih pristalo približno 240 milijonov osebnih računalnikov. In to ne bo vplivalo samo na vašo denarnico, temveč tudi na ves svet.
To je približno 105 milijonov funtov elektronskih odpadkov. To tehta približno toliko kot 320 tisoč avtomobilov. Zloženi in položeni drug na drugega. Bili bi več kot 370 mil višji od premjera Lune. To je povzročilo resno zaskrbljenost zaradi verižnega okoljskega učinka. Milijoni še vedno delujočih računalnikov pa so čez noč postali zastareli, kar je še dodatno povečalo že tako rastoč problem e-odpadkov, ki jih je težko reciklirati ali varno odstraniti v večjem obsegu. A Microsoft je vztrajal pri svojem stališču. To ni bila nesreča. Po njihovem mnenju je bil to potreben ponovni zagon, ki bi očistil temelje za naslednjo fazo njihovega ekosistema izdelkov. Microsoft je med pandemijo COVID-19 doživel zgodovinski razcvet strojne opreme. Stroge strojne zahteve sistema Windows 11 so obljubljale, da bodo povzročile še en ogromen val prodaje novih računalnikov, da bi ohranili zagon. To jim ne bi prineslo le največje predstavitve novega izdelka v novi dobi, ampak bi povzročilo tudi nakupovalno mrzlico novih računalnikov pri ljudeh, ki bi morali izpolniti sistemske zahteve. In to je zagotovo delovalo. Maja 2021 je bila delnica tik pod $250 na delnico, nato je poskočila na 555 na delnico, preden se je ustalila na svoji vrednosti iz maja 2026, ki je presegala 400 na delnico. Windows 11 je bil za podjetje zmagovalec. Kljub in morda prav zaradi jeze, ki je mnoge ljudi prisilila, da so začeli znova z novim računalnikom. A ni pomemben samo nov računalnik, pomembno je tudi, kaj gre van. Poglavje 6. Telemetrijski dolg. Vohun v lupini. Ena največjih tem v računalništvu v zadnjem času je varnost, ne le pred zunanjimi hekerji, ampak tudi pred samim podjetjem. Računalniki so bolj povezani z internetom in s programi tretjih oseb kot kdajkoli prej. Uporabniki pametnih telefonov so s tem že seznanjeni, a do nedavnega so bili namizni računalniki videni kot bolj varni. To pa se morda spreminja. V zadnjem času je veliko pozornosti namenjene telemetriji v operacijskem sistemu Windows 11. To je avtomatiziran postopek zbiranja in pošiljanja podatkov iz vašega računalnika z zunanjim virom. Izkazalo se je, da vaš računalnik vedno komunicira. Analiza, ki jo je opravil PC Security Channel, je pokazala, da je Windows 11 zelo aktiven pri zbiranju diagnostičnih podatkov, podatkov o uporabi in podatkov o zmogljivosti med vašim delom. Uporabniki so hitro začeli iskati načine, kako to onemogočiti, in čeprav je mogoče nekatere stvari omejiti, je osnovna raven telemetrije v bistvu neizogibna. Toda Windows 11 gre dlje, kot večina uporabnikov pričakuje. Še preden uporabnik odpre spletni brskalnik, je računalnik aktiven in analizira vaše podatke. Nato jih pošlje na Microsoftove strežnike, da lahko domnevno optimizira delovanje sistema in vam prodaja stvari. Po mnenju kritikov sodobnih operacijskih sistemov je Windows 11 malo več kot sistem za dostavo oglasov, za katerega dodatno plačujete. Programska oprema je znana po svojih prikaznih oglasih in promocijah takoj, ko jo vklopite, saj vam ponuja predloge za nove Microsoftove izdelke in funkcije na podlagi vaše trenutne dejavnosti. To ni ravno novo vedenje, vendar je za večino ljudi izklop teh funkcij več težav, kot je vredno. Če pobrskate po sistemu in izklopite funkcije, kot je personalizacija, ter nadgradite nastavitve zasebnosti, lahko zmanjšate število oglasov, ki se prikazujejo. V nedavnih posodobitvah so uporabniki poročali, da vidijo manj oglasov, vendar so zdaj uporabniki videli, kaj se dogaja v ozadju. Tudi če ne vidijo oglasov, vedo, da jih Microsoft opazuje in si zapisuje podatke. To je daleč od čistega in enostavnega za uporabo sistema Windows 7. A nekateri se bojijo, da se vprašanja zasebnosti šele začenjajo, saj si Microsoft prizadeva zmagati v naslednji vojni. 7. poglavje. Zadnja velika napaka. Windows 11 je od svoje izdaje leta 2021 doživel več posodobitev, a nobena ni bila tako sporna kot Windows Recall. To je bil del širšega sistema Copilot podjetja Microsoft, asistenta na osnovi umetne inteligence, ki so ga leta 2024 uvedli v svoje izdelke v sodelovanju z OpenAI. Namesto da bi kot nekateri konkurenti zgradil svoj model iz nič, je Microsoft neposredno v Windows vključil obstoječo tehnologijo umetne inteligence. Klepetalnik naj bi bil vgrajen asistent, ki bi pomagal pisati besedila, avtomatizirati vsakodnevna opravila in ponujal sprotne predloge po celotnem sistemu. Toda tega, česar niso vedeli, je bilo, da jih je ves čas v vohunju. Ves čas. Windows Recall je bil predstavljen kot paradna funkcija, vendar večina uporabnikov ga nikoli ne bi neposredno uporabljala ali celo vedela, da obstaja. Razen, če niso gledali tiskovne konference, kjer je bila predstavljena maja 2024, slišalo se je zavajajoče preprosto. Samodejno bi vsakih nekaj sekund posnel zaslonsko sliko namizja in ustvaril zapis vsega, kar počnete. Če bi izgubili kakršnekoli informacije, bi jih bilo enostavno poiskati. Vaš računalnik je zdaj ves čas vedel, kaj počnete. In prav tako vsak heker ali zlonamerna programska oprema, ki bi uspela vdreti v vaš sistem.
Takoj, ko so ljudje slišali za to funkcijo, je bil odziv takojšen. Ljudje niso želeli, da bi bila njihova zasebnost tako podrobno zabeležena, še posebej, ker nihče ni vedel, kako varni so ti podatki. Še huje pa je bilo to, da naj bi bila ta funkcija privzeto vklopljena. To ni bila toliko varnostna ali rezervna funkcija, ampak samodejni vohunski program, ki je že vnaprej nameščen na vašem računalniku. Kritike tako varnostnih strokovnjakov kot tudi običajnih uporabnikov, ki jim umetna inteligenca ni bila všeč, so bile tako hitre, da je Microsoft preložil uvedbo in dodal možnost prostovoljne vključitve. A največja težava je šele prihajala. Kmalu se je izkazalo, da so bili najhujši strahovi vseh upravičeni. Začetni podatki so se shranjevali v običajni besedilni bazi, brez kakršnegakoli šifriranja. To je ustvarilo obsežno, lahko odreto bazo podatkov o vašem življenju, neposredno na vašem trdem disku. Bilo je, kot da bi banka zgradila stekleni trezor v vaši dnevni sobi in nato pozabila zakleniti vrata. Po mnenju strokovnjaka za kibernetsko varnost Aleksandra Hagane bi lahko bila vsa dejavnost uporabnikov ogrožena v šokantni kršitvi zaupanja strank. In kaj je bil razlog za to površno uvedbo? Microsoft je preprosto želel prehiteti Apple pri umetni inteligenci. A Apple je imel svoje velike težave z umetno inteligenco, saj je zamudil več rokov in ni izpolnil pričakovanj. Ironično je prav to morda bila zmagovalna poteza, saj je bila Microsoftova uvedba draga in katastrofalna. In vse se nanaša na eno vprašanje. Ali Microsoft sploh še ve, kaj počne? 8. poglavje. Razpadajoči temelji. Zvesti uporabniki Windowsov so doživeli, kar se zdi kot neskončna parada programskih napak, neuspešnih izdaj in hroščev, ki postavljajo priložnostne uporabnike proti profesionalcem. Z vsako novo izdajo postaja koda vse bolj zapletena, kar vodi do današnje napihnjene pošasti s 50 milijoni vrstic. Kaj bi torej lahko to popravilo? Ali se sploh da popraviti? Vedno več uporabnikov gleda na niz katastrof, pri čemer Masters pravi, da težava niso posamezne izdaje, temveč sama osnova. Windows nenehno gradi na samem sebi, vendar pa je temelj že načet. Z vsako novo izdajo se zdi, da Windows postaja vse bolj zapleten in manj prijazen do uporabnika, številne nove funkcije pa povzročajo več težav, kot jih je vredno. Analitiki pravijo, da bi bila najboljša rešitev za Windows morda ta, da bi preprosto začeli znova in ustvarili nov model, ki bi bil bolj prilagojen okusom današnjih uporabnikov. Toda zato bi morali opustiti združljivost za nazaj, ki je postala njihov glavni adut. Tekmovati bi morali z vsemi uveljavljenimi tekmeci na trgu brez varnosti, da lahko uporabnike preprosto preusmerijo z ene različice Windows na drugo. Tega monopola nikoli ne bodo opustili. Da bi začeli znova, bi moral Microsoft tvegati vse. Tako je varnejša možnost, da še naprej izdajajo pomanjkljive modele, ki skušajo izboljšati težave prejšnjega Windowsa, hkrati pa ustvarjajo nove. Uporabnik izgubi, a Microsoftove delnice zmagajo. Microsoft ni edino podjetje, ki je vse stavil na umetno inteligenco. Izvedite resnično zgodbo o tem, zakaj bo OpenAI-ov IPO povzročil zlom borze, ali pa si namesto tega oglejte ta video.